Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Spet sem imel priložnost, da sem si lahko preko spletne trgovine Temu nabral izdelkov za 100 evrov. Jaz sem se pa odločil, da izkoristim ta božični novoletni čas in enega od izdelkov podarim vam. Prav dosti mi ni bilo treba razmišljati, kaj naj kupim, zmeraj nabavim rad zase kakšno kolesarsko opremo, za vas sem se pa odločil, da nabavim eno kolesarsko lučko. Zbral sem lučko King Kong, ima označbo, da je svetilnost 1000 lumnov, ohišje iz aluminija, polnilna baterija na USB-C. V glavnem, zdela se mi je taka precej zanimiva reč, zato da si človek nekaj naredi za svojo varnost. Lučke ne nameravam odpirati, lik zaradi tega, da tisti, ki jo dobi, bo pač dobil nedotaknjeno. Tukaj na škatli ni kakšnih posebnih informacij, tako da upam, da je noter tudi kak nosilec, da se tu lahko montira tako, kakor je treba. Tu je lučka v vrednosti 25 evrov in jaz sem se odločil, da jo dobi eden izmed vas. Točno kako se to naredi, bom povedal malo kasneje. V glavnem, srečnežu vsekakor želim, da bo imel z njo čim več veselja. Zdaj, če tudi kogarkoli od vas zanimajo te ponudbe od spletne trgovine Temu, jaz bom tukaj od spodaj na ekran dal povezavo, preko katere si lahko naložite njihovo aplikacijo, oziroma dobil sem tudi posebej kodo, ki jo lahko vpišete v iskalno vrstico aplikacije in na ta način potem lahko dobite bon v vrednosti 100 evrov za nakup kakršnihkoli izdelkov. Povedati pa moram, da so mi na spletni trgovini Temu dali še eno darilo, in sicer vsi novi uporabniki aplikacije Temu lahko kupijo moje izbrane izdelke s 70% popustom. Tako da, če bi vam bilo karkoli všeč glede tega, kar sem nabral jaz, boste imeli možnost dobiti to bistveno ceneje. Tudi za to varianto je tle od spodaj povezava. Obe povezavi bosta itak v opisu videa, oziroma si lahko s pomočjo te kode pridete do tega popusta. Tudi za vse ostale izdelke, ki jih bom pokazal, bom dal doli v opis videa njihovo povezavo, tako da jih boste lahko najdli in si pogledali. Njihove cene bom izpisal zraven na ekran, tako da boste imeli vse podatke, kaj sem jaz nabavil. Prva stvar, ki se mi je zdela izredno zanimiva, je taka kolesarska zimska majica. Izbral sem jo v rumeni barvi, zato ker se mi zdi, da zaradi moje lastne varnosti, da je prav, da je takih kričečih barv. Velikost sem zbral XL in moram reči, da deluje zelo zanimiva. Tak materialni otip, zelo prijeten. 90% poliester in pa 10% elastan. Zadrga po celi dolžini. Vidim pa, da ima tle gor tudi en manjši žepek. Ta žepek mi je zanimiv. In je kar precej globok, do rokava pride. Super. Da si človek lahko spravi kakšen ključ, kartico ali kakšno tako manjšo stvar. Na zadnji strani ima še dva žepa. Noter vidimo, da je taka kosmata. Najboljši, da jaz probam to majico kar obleči. Ko ulita. In to mi je zanimivo, tle pri rokavih ima en tak podaljšano manšeto, izredno ozko, da lahko preko nje daš rokavico. To je super stvar, da ti ne piha noter v rokave. Tega nisem niti pričakoval, moram povedati pošteno, da na spletni strani pri tem izdelku nisem opazil tega, nisem niti iskal tega. Res je dobra. Edina pripomba, ki jo imam, je zadrga. In sicer zadrga se zapenja v kontrasmer. Jaz sem navajen, da z desno roko zatlačim ta zatič v zadrgo in potem zaprem. Tukaj je pa zatič na levi strani. Ne vem, je to ženski patent ali je kakšen drugi. V glavnem tle moraš z levo roko zatlačiti zatič in potem z desno zapneš. To je mogoče malo moteče, ampak se bom navadil. Še dva stranska tudi na zadrgo in sta vse do sredine jakne. Tudi kar precej velika in uporabna. Bom dal kar dol, ker je vroče.
Še tle od spodaj pod žep je ena taka svetleča obroba za boljšo vidljivost na cesti. Zdaj sem še odkril, da je tudi na notranji strani jakne še en tak žep. Ampak tudi na splošno, če gledam te šive, zadrge, elastike, vse skupaj je narejeno zelo, zelo kvalitetno. Naprej kupil sem si tudi ene zimske kolesarske hlače. Te so XXL. Tudi tukaj mi deluje material zelo prijeten. Na notranji strani je tako prijetno kosmat. To je pa 80% najlon in 20% spandex. Na obeh straneh ima žepe, kar je zanimivo, do zdaj še nisem imel nobenih kolesarskih hlač z žepi. In tudi ne poznam, kako se obnaša najlon in spandex po zimi. Do zdaj sem zmeraj imel hlače iz poliestra, tako da to bom prav poskusil in me zanima, kako se obnese. Tukaj zgornji del, kjer so naramnice, je taka mrežca. Aha, in še tle od spodaj je zadrga, slučajno, če bi si mogel kakorkoli jih obleči preko čevljev, ali ne vem, zakaj bi to prišlo prav, je lahko tudi to neka dodana vrednost pri eni taki opremi. Zdaj, ko jih obračam, vidim, da je še na hrbtni strani en majhen žepek za kakšen ključ in preverim še podlogo. Ja, zanimivo, en tak gel anti-šok deluje precej debela in kompaktna. Mislim, da bo kar okej, no. Ko gledam in probavam to podlogo, tle res ni kaj reči. Je videti zelo, zelo dobra in kvalitetna. Tako na prvi pogled moram reči, so te hlače videti kar super. Kaj bi rekli? Jaz mislim, da izgleda super. Hlače so zelo, zelo, zelo tesne. Res moram poudariti, čeprav so XXL, so zelo, zelo, ne vem kako bi rekel, stisnejo močno. Najbrž tudi ta material, najlon in spandex, ni toliko elastičen, kakor kakšen poliester in elastan, ampak vseeno, so mi pa prav, ta podloga je super, gor te naramnice so mi tudi okej. Nič ne zateguje, v glavnem je videti super in to jakno sem se tudi že navadil zapenjati na kontrasmer. Ko vlit zimski dres, ko mi čakam, da ga grem ven sprovat. Poleg zimskih oblačil sem imel v mislih tudi, da si moram opremiti to svoje novo kolo, ki ga imam zdaj za mestno vožnjo, za v službo, tisti trekking, ki sem ga pokazal v prejšnjem videu. Zato sem si izbral eno ključavnico, ker tako v službi mi ni bilo dobro občutek, da ga pustim odklenjenega, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. V glavnem zbral sem si eno tako, mislim, da je pisalo 60 cm, da je ključavnica. Sliši se, kot da je noter veriga, ampak je oblečena v tako močno platno in je na 4 številke. To pa zaradi tega, da ne rabim razmišljati še o kakšnem ključu, dodatno ga tlačiti na obesek. Tle so narejena navodila, kjer točno piše, da daš na ničle, nastaviš svojo kombinacijo, zakleneš in to je to. O sami ključavnici, kaj bi rekel, več kot toliko ne morem povedati. Mislim, da je to skoraj nujno potrebno v teh današnjih časih, kamorkoli greš s kolesom, nekje v mestu, če ga pustiš, je prav, da ga zakleneš in imaš potem malo bolj mirne živce. Zdaj sem nastavil svojo številko in zdaj, ko je nič, se ne odpre več. Če pa nastavim tisto mojo, ki sem si jo določil, se pa naj bi odprla. Ja. Super. Ja, in ključavnica je tudi dovolj dolga, da jo daš lahko okrog kakšnega nosilca ali kamorkoli stojala, ni problema. In ko jo ne rabim, bom pa izkoristil lepo tole fajn torbico in jo imel noter. Rešeno. In potem še ena stvar, zdaj, ko je zimski čas, normalno, da sem mogel si kupiti še lučke. Tudi te bom uporabil na tem mestnem kolesu. Gre pa za en paket, v katerem je zadnja rdeča in sprednja bela lučka. Zraven sem dobil 2 kabelčka za polnjenje, super, tako da ni treba, da se čakata na vrsto, ampak lahko polniš obe hkrati. In pa 2 gumici za montažo. Videti je, da je narejeno, kot da bi bilo vodoodporno, ker so te za USB vse lepo prekriti s takimi gumicami.
Jaz bom zdaj to lučko dal še polniti. Glej, to je pa mogoče rahla pripomba, to pa ni USB-C, ampak je še unta star USB-B. Tako da moraš paziti, kako ga obrneš. Ampak ok, mogoče je pa zaradi tega to dona malo cenejša. Dokler se polni, gori ena taka rdeča diodica. Različni načini, držiš in ugasne. Niti ne gre za to, da naj bi bila ta luč ne vem kako močna, gre se za to, da sem jaz zjutraj, ko je še tema, na cesti viden, da me drugi vidijo in da sem zaradi tega bolj varen. In tu je še zadnja. Se je pa kar takoj prižgala. Tudi ima par načinov, malo sveti, bolj močno, bolj šibko ali utripa. V glavnem super, super. In pridržim in ugasne. Tu pride zmeri prav res, kar se tiče moje varnosti. Tudi montaža teh lučk je videti precej enostavna. Mislim, da gre ta pašček tle od spodaj skozi to režo. Tako da ta gumica pade lepo v ležišče. To se bo potem nekam nastavilo na kolo in okrog in to potem zapneš. Mislim, da je vse skupaj zelo enostavno in domišljeno. Gremo zdaj to namontirati na kolo. Tole lučko bom jaz imel kar tukaj na belanci lepo zraven zvončka. Obrnjena je tako, da je gumb za prižiganje na vrhu. S to elastiko bom pa učvrstil okrog zatiča. Evo, in montaža je zaključena. Nimaš kaj komplicirati. To je to. Pritisneš, ona sveti, 2, 3 načini, pridržiš, ugasne. Ta zadnjo bom dal pa kar na sedežno oporo. Lih tako zapnem okrog zatiča. Evo, super. Pritisnem. En način, drugi, tretji, četrti, peti, šesti. Pridržiš in se ugasne. Na tem mestu bi še enkrat povedal, da je za vse nove uporabnike na voljo povezava, ki je od spodaj v opisu videa. S pomočjo tiste povezave oziroma kode, ki je zraven, si lahko pridobite bon v vrednosti 100 evrov in izkoristite za nakup kakršnih koli izdelkov. Če so vam bili katerikoli izdelki, moji, te zimska oblačila, ključavnica, lučke, če vam je karkoli od tega všeč, lahko uporabite drugo kodo oziroma drugo povezavo in boste te izdelke dobili 70% popustom. Sicer pa glej, bom pokazal še na svojem telefonu, vse je čisto enostavno. Ti greš v aplikacijo Temu in gor na vrhu v ta iskalnik, kamor bi napisal ime izdelka ali karkoli iščeš, enostavno tukaj gor upišeš to kodo, ki vam jo jaz dam. Če tukaj gor upišeš prvo kodo, dobiš tisti bon za 100 evrov, če pa upišeš ta drugo kodo, dobiš pa te moje izdelke, ki sem jih jaz kupil in imaš lahko možnost, da jih dobiš 70% popustom. Čisto enostavno. Ali pa če uporabiš link iz opisa videa, je pa to narejeno že avtomatsko. Ne pozabimo pa seveda še enkrat na tole lučko King Kong s 1000 lumni. Ta bo enemu izmed srečnežev osvetlila pot na kolesu in prinesla dodatno varnost. Vsi tisti, ki se zanimate, da bi tako lučko imeli, od spodaj v komentar napište karkoli, ampak komentar mora vsebovati besedo King Kong. In to napište kar skupaj, brez presledka. Jaz bom potem izvedel avtomatsko žrebanje in eden izmed vas bo tole lučko tudi dobil. To bom povedal v naslednjem videu, kdo bo ta dobitnik. Poleg tega, da bo dobil lučko približno v vrednosti 25 evrov, bo dobil še neprecenljivo druženje z mano in če bo želel, če bo prišel s kolesom v Novo Gorico, ga lahko tudi peljem do morja na en lep zimski izlet. V glavnem, do takrat pa hvala, ker ste si ogledali ta video. Morebitni novi naročniki vabljeni, da se naročite na kanal. Želim vam srečno vožnjo, varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.